Dobro večer in prijazno pozdravljeni v družbi televizije Vaš kanal in začenjamo mesečno potovanje po planetu zdravja, učenje in spoznavanje zakonitosti, vse z namenom izboljšati naše zdravje in naše življenje. Profesorica Irma Ogorevc, dobrodošli in lepo pozdravljeni v našem studiu. Dober večer. Konec avgusta, oziroma avgusta smo bili še na počitnicah, konec septembra pa res, je Slovenija gostila 11. Evropski kongres integrativne medicine. Planet zdravja je tukaj odigral izredno pomembno vlogo, uspelo vam je pripeljati praktično najvidnejše strokovnjake iz celega sveta, iz vseh 5 celin. Sedaj so se nekako vtisi polegli. Kaj pravite? Kakšen je bil kongres? No, cilj je dosežen. Zelo sem vesela, da se lahko pohvalim, da sva z možem Igorjem prispevala k temu, da je 11. kongres se odvijal prav v Ljubljani integrativne medicine. Torej, nove veje medicine, katera v Sloveniji na žalost ni zaživela. S tem, da so bili obveščeni vse zdravstvo, se je pičlo število slovenskih zdravnikov odzvalo, čeprav se je odzval cel svet. Z Japonske jih je bilo več kot 40 zdravnikov, ki so smatrali, da se na takih kongresih lahko naučijo veliko in to uglednih zdravnikov v samem vrhu. Bilo je ogromno zdravnikov iz cele Evrope, ki redno in jih poznam, obiskujejo vse kongrese, bilo kje se odvijajo, ker pravijo, da tako izmenjujejo svoja mnenja, izkušnje zdravniki, da naredijo veliko več lahko za svoje ljudi. V Sloveniji ni bilo enega predstavnika našega zdravstva, tistih aktivnih članov, tistih, ki bi morali biti tam. Ljudje so se zgražali, cel svet se je zgražal, zato sva se z gospodom Slobodanom, on jih je posnel in bomo predvajali vse te komentarje, ker ti ljudje želijo, da se to pove slovenski javnosti, kakšna mnenja imajo akademiki in ugledni ljudje v Sloveniji na tako slab odziv in na tako slabo prisotnost slovenskega zdravstva, na tako velike stvari, ki so se odvijale v Ljubljani. Če lahko samo pojasnim gledalcem, res je, na kongresu smo naredili kar nekaj zelo zanimivih pogovorov z različnimi strokovnjaki, tako iz Slovenije, kot tudi iz tujine. In v prihodnjih mesecih v oddaji na planetu zdravja, na televiziji Vaš kanal, bomo seveda tematsko vam tudi predvajali ta mnenja, te komentarje, tako da boste tudi sami nekako dobili občutek, kaj je bilo na tem letošnjem 11. Evropskem kongresu integrativne medicine v Ljubljani. Moram pa reči, da so bili tujci resnično zelo presenečeni, ker niso navajeni, da je takšna praksa in neko skupno razmišljanje je bilo, da škoda, da trenutno v Sloveniji ni prave volje in energije za sodelovanje. No, to je dokaz, to, kar govorim, je že toliko let, da v Sloveniji ni volje zdravnikov in zdravstva, da bi se zdravstvo in zdravstvena usluga v Sloveniji izboljšala. To je dokaz tudi v sami prisotnosti, v spotikanju, v grdih nagovorih o integrativni medicini, ki jo izvajajo sami zdravniki do svojim pacientom. To ni nič, to ne bom gledal. Cel svet gleda. Verjetno nismo najbolj pametni Slovenci na tem svetu, ne? In nažalost smo na repu evropskega zdravstva. In da ne govorimo o odnosu, ki se izvaja prav med bolnikom in med zdravnikom. Ne bi tratila več časa, rajši bi se zahvalila Univerzi Alma Mater, gospodu Toploku in vsem njegovim sodelavcem. Zahvalila bi se vsem, ki so pomagali na bilo kakšen način, da se je ta kongres odvil v Sloveniji, da ga bomo se še dolgo let spomnili in upam, da smo zaorali prvo brazdo in ponujamo vsem zdravnikom,
roko sprave, tako kot sem že na zadnji oddaji povedala, ker v korist bolnika ni tak način, kot ga izvajajo. V korist bolnika bi bilo sodelovanje z vsemi evropskimi in svetovnimi zdravniki, izmenjava mnenj in izboljšanje zdravstva v Sloveniji. Očitno te volje še ni, je pa prav, da vsi naši gledalci vejo, da ni bilo narejeno skoraj nič. Hvala tudi vsem tem nekaj zdravnikov slovenskih, ki so se udeležili. To so taki, ki se vedno udeležijo, ki so tudi že upokojeni, ki verjetno drugi bi imeli težave z samo zdravniško zbornico. Ampak mogoče odpremo to vprašanje v eni od prihodnjih oddaj, čeprav prave volje, kot pravite, in res je temu tako na 11. Evropskem kongresu integrativne medicine ni bilo. Ima pa naša gostja danes ogromno volje, da vam pove veliko koristnega, zato toplo povabljeni, da se nama pridružite, sooblikujete to oktobrsko oddajo v živo. Naša telefonska številka je izpisana na zaslonu, torej 080 34 56. Seveda pa že zdaj med oddajo lahko pokličete tudi svetovalni studio Planeta zdravja, številka je tudi izpisana, kjer vas bodo sodelavci Planeta zdravja prijazno se z vami pogovorili in vam svetovali, kar je pač potrebno vam povedati, da bo vsem skupaj lažje. Smo pa v zadnjem obdobju dobili kar nekaj pošte. Veliko je bilo koliko toliko enakih vprašanj, sorodnih, zato sem jih strnil v nekih 5 kompletov, pa predlagam, Irma, da malce tole pokomentirate. Torej, Alenka iz Črnomlja pravi tako: v oddajah Planet zdravja vedno opozarjate, kako pomembna je zdrava in uravnotežena prehrana. Naj povem, da bomo o tem govorili tudi danes. Zanima me vaše mnenje o postenju kura 7 dni ali več in ali je v tem času postenja priporočljivo jemati kakšno vaše olje. Hvala za to vprašanje. Jaz pravim takole, da postenje je en način, kako ohladimo naša prebavila, kako poskusimo ustvariti v telesu počivanje za določen čas, in 7-dnevni post, ki ga izvaja človek, ni noben strah, da bi se nekaj zelo hudega zgodilo. Zato na post se je treba pripraviti. To se pravi, da je človek seznanjen, da ve, da mora spiti določeno količino tekočine, da pije zelenjavne sokove, da se ne napreza, da se ne pregreva na drugačen način. Torej, ne da se pustimo in gremo težko fizično delati, ali da se pustimo pa zelo naporno telovadimo. Torej, post je v redu. Za tistega, ki je na post pripravljen, za človeka, ki je slabega zdravja, izčrpan, pa post sigurno ni primeren. Zato se vsak človek, jaz mu želim povedati, da mora iti do svojega zdravnika ali do svojega terapevta, ki mu bo pomagal presoditi, ali je to potrebno ali ne. Važno je pa tudi, zakaj delamo post. Kaj se dogaja v našem telesu, da lahko kontroliramo po postenju, kaj se je izboljšalo. Torej, vsem, ki želite opraviti post, vam bi prvo svetovala, da naredite krvne analize, da pogledate, v kakšnem stanju, dokumentirano imate, v kakšnem stanju je vaše zdravstveno stanje, in ga lahko po postu tudi pokomentirate, pokontrolirate, koliko se je izboljšalo. In konec koncev obiščejo katero poslovalnico Planeta zdravja in boste tudi vi pogledali. Jaz vabim gospo Alenko v Črnomelj, kjer bo lahko opravila pregled krvne slike, kjer bomo lahko pogledali, kako njeno telo deluje, če jo bo to zanimalo, in ji bomo tudi svetovali, katero olje v času posta lahko jemlje. Mi imamo kar nekaj olj, sigurno je pa to olje številka 10, ki je velik čistilec, to je tudi dokazano, znanstveno preverjeno. O temu imamo ogromno znanstvenih študij, ki so jih opravili japonski zdravniki, in mirne duše ji lahko rečemo olje 10.
3-krat na dan eno žličko pred jedjo in bo v veliko pomoč njenemu želodcu, ki bo sigurno odreagiral, če ne bo imel te hrane, bo ustvarjal kislino, dokler se ne bo umiril, in olje 10 je olje, ki se veže na kislino in prepreči slab učinek, ki ga ima v želodcu kislina brez hrane. Tako, slišali smo zelo eksplicitno razlago o tematiki postenja, ki pač tudi na nek način mnogo ljudi razdvaja, zdaj veste. Preden pogledava naslednjo temo, naj vas vse skupaj povabim, da se nam pridružite, pokličete v našo oddajo na številko 080 34 56. Profesorica Irma Ogorec vam bo z velikim veseljem odgovorila in svetovala, seveda pa lahko pokličete tudi v tem medtrajanjem oddaje svetovalce Planeta zdravje na brezplačno številko 080 88 10, kjer boste tudi dobili tiste odgovore, ki vas zanimajo. Ampak, se pravim, midva bova vesela kakšnega vašega klica, kakšnega vašega komentarja, izmenjava mnenj. Naslednja tema. V zadnjem času, pravi Peter iz Novega mesta, me vedno bolj bolijo prsti na rokah. Postajajo zadebeljeni, težje jih tudi premikam. Star pa je 65 let. Kaj lahko stori? No, temu gospodu lahko povem, da vse težave v rokah, ki so, izhajajo iz trebuha. Torej tudi zakisanost, kar je verjetno vir tudi tega, izhaja iz trebuha. Slab pretok, slaba cirkulacija v rokah. Če bi želeli zelo hitro, recimo, če bi gospod prišel na pregled v naš Planet zdravja, jaz bi mu namazala roke do ramen z oljem 10 in bi v roku 1 minute migal, bi imel že prožne, ne bi ga bolele, zato ker bi pospešili tako pretok limfe kot krvi v celi roki. Ampak to ni rešitev, zato ga vabim, da opravi pregled pri nas, da najdemo vzrok. Mi znamo popraviti cirkulacijo v rokah, ampak delali bomo na vzroku. Če odpravimo vzrok, bomo z malo truda odpravili tudi slabo cirkulacijo v rokah. In bilo kje drugje, torej ne moremo si privoščiti, da bomo delali samo jaz sem za levo nogo, ti si za desno nogo, on je za levo uho, ta je za desno roko. Torej, telo je en mehanizem, ga gledamo celostno in obravnavamo celostno in ga popravljamo njegove funkcije celostno. Prav zaradi tega, ker smo tako drugačni od drugih, se moram pohvaliti, da smo sklenili tudi pogodbe z 3 fakultetami, kjer se bodo lahko študentje učili našo metodo, termoregulacijo, uravnavo telesne temperature, ki je bistveni in osnovni pogoj, da vse žleze in organi pravilno delujejo. Torej, za nas je bil ta 11. kongres višek uspeha in moram reči, da učili jih bodo 2 od medicinskih fakultet. Zato mi je še toliko bolj v čast, da sem toliko let vztrajala, da sva vztrajala z Igorjem toliko let, da sva dosegla naš cilj. In bova tudi rekla, če niso Slovenci, bodo pa kakšni drugi. Ja, tako. Torej, tako kot ogromno strokovnjakov iz Slovenije, vsi znamo tudi mi poiskati svoje mesto drugje. Torej, tak uspeh potrjuje, da recimo nas, ki delamo vseh terapevtov v Sloveniji termoregulacije, da to znamo, da so tujci prepoznali, da bi bilo vredno se te učiti. 20 od japonskih zdravnikov je izrecno prosilo, da bi kam naj pridejo, če pridemo na Japonsko, da bi se radi tega naučili, ker poznajo naša olja, ker jih že tam izvažamo in da bi radi s tem tudi delali, ker so tako veliki uspehi. Torej, ljudno vabim tudi Slovence, ki imajo dvom, da obiščejo naše trgovine Planet zdravja, kjer se bodo lahko posvetovali o vsaki svoji težavi in dobili tudi adekvaten odgovor, kjer so naši terapevti nenehno prisotni in pripravljeni pomagati. Torej, vam nuditi nasvet in naj tudi rešitev za vaše težave. Absolutno pa ne negiramo tradicionalne medicine
In vsem povemo takole, pojdite tudi k svojemu zdravniku. Ko pa pri zdravniku ni več pomoči, pridete, mi tudi tisti košček še obvladamo. No, jaz bom pa zdaj dejal, ne odhajajte nikamor, mi se bomo sicer za nekaj trenutkov se bo sedaj z Irmo poslovila, ampak bomo zelo hitro nazaj in nadaljujemo z novimi aktualnimi vprašanji, ki ste nam jih zastavili po pošti. Torej, čez nekaj trenutkov smo znova skupaj. Napredna naravna znanost za izboljšanje življenja. Planet zdravja. Vrnite svojemu telesu zdravje v 3 korakih. Najdete nas v 11 poslovalnicah po Sloveniji, kjer vas bodo profesionalno in prijazno sprejeli naši terapevti. Pokličite nas in z veseljem vam bomo svetovali. 01 518 7610. Tako kot obljubljeno smo hitro nazaj in imamo še 2 vprašanji. Naš gledalec Marjan iz Ljubljane pravi, sem sladkorni bolnik. Redno gleda našo televizijo in spremlja oddaje Planet zdravja. In v eni od oddaj v prejšnji sezoni ste nakazali, da imate na tem področju tudi odlične rezultate. Kaj mi lahko svetujete? Poglejte, gospoda Marjana bomo povabila na Celovško 69, v naše prostore, kjer bomo naredili neinvazivni pregled njegove krvi, kjer bomo poiskali vzrok, kje česa, mi vemo, poznamo sladkorno bolezen in se z njo že dolga leta ukvarjamo, ampak kar je bistveno za sladkorne bolnike važno, važna je prehrana. In sigurno ni taka, kot jo svetujejo v zdravstvenih centrih. Zakaj? Zato, ker če slinavka ne dela, ta človek mora dobiti funkcionalno hrano, tisto, ki jo njena slinavka lahko trenutno prebavi, in sladkorni bolnik mora dobiti tako hrano, ki bo popravila funkcijo njegovega organizma, ne ki bo, da bomo skrbeli samo za sladkor. Mi poskrbimo, da slinavka začne proizvajati normalno količino encimov in da ne proizvaja samo inzulin, ampak tudi glukagon, ki je drugi hormon trebušne slinavke, o kateremu diabetologi in medicina molči. Torej, kako lahko kompletno obravnavamo diabetes, če jo samo parcialno? Če nobeden ne kontrolira diabetikom, koliko ima encimov, a sploh lahko prebavi beljakovino? Ali mu škoduje, kakšna je prebava v njegovem črevesju, ali obstoja fermentacija pri njemu in nima zadostno količino encimov in iz hrane dela samo alkohol, zato mu je vroče, zato ima nihajoč sladkor. Zakaj ima diabetik premalo energije, nima moči in zakaj, se vprašam jaz, je kljub efektivnemu zdravljenju v Sloveniji in toliko diabetoloških ambulant, toliko ljudi v Soči brez noh, ki so diabetiki kot posledica. Mislim, tukaj je veliko vprašanje in tukaj gledamo učinkovitost take obravnave. Ni učinkovita. Ja, to so sigurno vprašanja, o katerih je treba razmisliti. Toplo vabljeni vsi, ki nas zdaj spremljate po Sloveniji, da se pridružite, nas pokličete v oddajo na 080 34 56. Seveda pa vas tudi sedaj med oddajo, še bolj pa tudi nekaj časa po oddaji pričakujejo svetovalci Planeta zdravja na številki 080 88 10. Naslednje vprašanje, Irma, bo pa že upeljalo našo osrednjo temo v tej oddaji. Milena iz Krškega je zapisala tako: prejšnji mesec ste govorili o želodcu, res je, in ker je to tako aktualna tema, smo tudi to oddajo namenili tej temi. Sama se občasno spopadam s to težavo, peče me zgaga, sprašuje pa, se moram za zmeraj odpovedati začinjeni hrani? Ne? Hvala za vprašanje. Mislim, smešen odgovor, ne? Jaz bi rekla, če vi mislite, da boste bolan želodec s pekočimi stvarmi pozdravila, se motite.
To je direkten odgovor. Rada bi pa širši javnosti povedala, zakaj do tega pride. Torej, funkcija želodca je nadzorovana iz glave. In funkcijo želodca nadzoruje ščitnica. To se pravi, ko imamo težave z želodcem, je tudi v glavi narobe, ker če bi bil nadzor dober, bi nas pravočasno opozoril do take mere, da mi ne bi delali več neumnosti. Ko je glava pregreta zaradi hrane, preveč dela, bilo česa, ko temperatura v glavi naraste, pospešeno delujejo vse naše žleze, torej hipofiza, ščitnica, obščitnica, epifiza, hipotalamus, če hočete, in tudi srce. Preveč delovanja vseh teh žlez, ki sem jih naštela, in organa srca, pelje v hiperfunkcijo tudi ali v prisilno večje delovanje tudi želodec, slinovko, črevesje in jetra. In če se mi še ne ustavimo, preide v hiperfunkcijo še ledvica, potem je res konfuzija v glavi. In kako za Boga bomo ozdraveli, če delamo vedno eno in isto napako? Torej, če imamo vnet želodec, ali je smiselno, ali je logično, če pomislimo, da bomo jedli mleko, mlečne izdelke, imamo preveč kisline, zdravnik nam je dal 100 tablet rupuruta za to in mi jemo vedno eno in isto in delamo še več kisline, ker želodec jo mora narediti. In še zmeraj vedno bolj nam kuha v črevesju, vedno večjo fermentacijo, vedno slabšo prebavo in na koncu vedno več bolezni. Torej, če mi ne znamo popraviti te situacije, nobene bolezni se ne da pozdraviti. Če ne popravimo funkcionalno delovanje fizičnega telesa. Od tega zavisi psihično, kemično, vsi se danes strinjajo o tem. Zato je pomembna temperatura in zato je naša metoda termoregulacija. Vsak, ki pride v Planet zdravja in to v več kot 20 trgovinah, dobi adekvatna navodila, dobi adekvatne preparate, s katerimi pomagamo našemu telesu. Mi vemo, kako pa z olji, kako pa, poslušajte, olje hladijo, če vzamemo tako najbolj tople motorje, najbolj velike, je tako ne. Vedno, res je. In kako ne bo, in kaj smo mi drugačni bolj, mi smo samo del narave. Samo razumeti jo je treba, v naravi je vse, en slon ne pride po zdravilo v zdravstveni dom. Tudi srna ne, pa tudi divji prašič ne. Se pozdravijo sami, ker imajo še instinkt, mi smo pozabili. In zato pravijo en pregovor, za vsako bolezen rožica raste. In te rožice so tudi v oljih. No vidite, če jaz ne bi tako verjela v naravo in v njeno učinkovitost, ne bi me nobeden priznal, nobeden me ne bi poslušal. To se pravi, če so slišali to v celem svetu in nobeden mi, razen slovenskih zdravnikov, ni negiral tega. Nikoli niti poskušal. To se pravi, da je tukaj pri nas nekaj hudo narobe in nažalost, kdo potegne kratek konec bolniki. Če malce zdaj še razvijava to zgodbo o želodcu, seveda vmes toplo vabljeni, da se nam pridružite. Številke so izpisane na zaslonu, da ne bi izgubljali časa. Hrana je pomemben del našega vsakdanjega življenja. In zdaj se tukaj pa začnejo številna vprašanja. V zadnjem času je moč slišati izraz funkcionalna prehrana. Profesor Irma Ogorevc, nam to malo razložite. No, jaz se bom kar naslonila na profesor dr. Stanišiča, ki je predavatelj na več medicinskih fakultetah. In on zelo nazorno danes tudi v svetu je on sam, da je funkcionalna hrana zelo pomembna. Katera je funkcionalna? Tista, ki jo telo potrebuje in tisto, ki jo telo je zmožno pravilno prebaviti. Mi lahko jemo najboljšo hrano, če dobimo drisko, od tega nimamo nič, ampak izčrpujemo telo. Mi, če nimamo dovolj žolča, ne moremo emulgirati maščob in jih ne moremo, če so najboljše kvalitete, prebaviti. Zato ti je treba znati popraviti telo, ko funkcionalno ne dela. In če je v hiperfunkciji, moramo najprej te obrate velike ustaviti. In potem dati možnost, da telo pravilno deluje, ne da deluje na toliko večjih obratih in se pregreva.
Vsaka stvar, ki se pregreva, se tudi pregreje in na koncu podhladi. In ena od bolezni je tudi rak. Rak je bolezen takih odklonov v telesu, ko telo več ne zmore urediti svoje temperature. Ampak to piše tudi v knjigah, dovolite, da to povem. O termoregulaciji piše v medicinskih knjigah, na Wikipediji dobiš, da vsak organ mora imeti pravilno temperaturo. Kdo pa se ukvarja s tem v zdravstvu slovenskem? Nihče. Planet zdravja. Ampak tukaj bova nadaljevala, ker nisva še čisto razdelala to funkcionalno prehrano, ker bova zdaj dala možnost nekomu, ki nas je poklical. Dobro večer, kdo je z nami? Ja, Dober večer, se slišimo. Ana pri telefonu, gospod bi rada nekaj vprašala na televiziji. Kar vprašajte, gospa Irma vas sliši, vprašajte, povejte. Ja, gospa Irma, jaz bi pa vas vprašala za številko 12 olje. Zakaj se porabi? Poglejte, olje 12 ga uporabljamo prvo za nos, da nam odpre sinusne votline, da popravi pretok v nosni votlini, če smo prehlajeni. Ker ga damo kot kapljice, po televiziji. No, ker ga damo tudi v nos, teče po grlu in prihaja tudi v želodec, kar je neizbežno. Olje lahko tudi pijemo. Hladi, izredno dobro vpliva na želodčno sluznico. Osnova je olje, ki ima ogromno, je mandljevo olje, ki ima ogromno kalcija in tako blagodejno vpliva na sluznico želodca in tudi sluznico vseh prebavil. Lahko ga uporabljamo tudi na kožo, kjer predvsem pa ženske, ki so v menopauzi, ki jih poliva, če se namažemo z oljem 12, ki izredno lepo diši, ker je mešano tudi z ene vrste lotusom, se nehamo znojiti. Ni več polivanja, ker popravimo pretoke v naši koži tam, kjer se znojimo. Torej, tam je narobe in če to uporabljamo, že po prvemu namazu se nehamo znojiti. In je to zelo, zelo pozitivno vpliva na ljudi, na ženske predvsem, ki jih kar naenkrat polije je toplo. To se pravi, da je narobe telo, ni narobe menopauza, ne? To se pravi, ne? Torej, če mi lahko to odpravimo tako, in kaj se še zgodi, kadar popravimo kožo? Popravimo tudi notranje delovanje. Tudi to piše v medicinskih knjigah. Od delovanja kože zavisi delovanje vseh notranjih organov. Na planetu zdravja pa lahko se naučite in vas poučimo tudi, kateri del kože pripada kateremu notranjemu organu. Mi z aplikacijo bilo česa na ta del kože indirektno vplivamo tudi na funkcijo notranjega organa. Katere vrste bolečin želodca so iz vaše bogate prakse in z vseh znanja, vseh teh letih najpogostejše? S čim se srečujete v vaših svetovalnicah, poslovalnicah, na pregledih? Torej, pri mladih ljudeh opažamo hiperaciden želodec, torej premočno kislino, ljudje imajo tudi ulkuse, to je težave takoj po hranjenju, predvsem, ko ti, ki so hiperacidni, jim celo v prvi trenutku blagodejno vpliva, če popijajo jogurt, potem imajo pa še večje težave. Tisti, ki imajo bolečine v želodcu in poiščejo zdravnika, ki jim da tablete, to jemljajo 20 let. Zato, ker jejo isto in nobeden se ne ukvarja z njihovo prehrano, ki bi bila primerna za tako vrsto težave. Pri starejših ljudeh opažamo hipoacidnost in to pomeni kislino, ki je slabše jakosti, jih napihuje bolj, slabšo prebavo. Če je kislina močna, je prebava pospešena, hitreje dela slinovka, ker želodec stimulira tudi delovanje trebušne slinovke. Slabo delovanje pri hipoacidnemu želodcu, pa slabo
stimulira trebušno slinovko. In tu so dve bistvene razlike. Pogojeno je z leti, večina ljudi ima hipoaciden želodec in imajo vsi težave s prebavo, zato jih usmerimo, da uživajo tak način prehrane in olja, da pridobi na pH-ju, da je bolj močna kislina, da lažje prebavijo hrano, da jo prej izločijo iz želodca, ker zavisi tudi, koliko časa bo v želodcu od jakosti te kisline, ker iz želodca hrana pasira v 12, ko je pH vse hrane 6,5. Torej, bolečine in napihovanja in zgaga in potem refluks pri starejših, bolj ko jejo narobe, večje težave imajo kljub jemanju vseh zdravil. Moram pa povedati, kaj mi uporabljamo za to, ker se dostikrat pojavi pri hiperacidnemu želodcu, pa tudi pri hipoacidnemu dosti dermatitisov, ki so neposredna posledica tega v želodcu. Zaradi kisline dela preveč obrambni mehanizem in se začne ustvarjati histamin, tudi vzdolž celega tankega črevesja. To se pozna na koži, saj je koža ogledalo našega črevesja. Zato damo tem ljudem enko in 10. 10 je naš paradni konj, ki jo dobi skoraj vsak, vse težave začnejo najprej v želodcu. Da tisti, ki morda naju danes spremljajo prvič, 1,10, to pomeni številka olja. Ne? Toliko, no, mislim, da tukaj jo tudi danes nimamo. Ker je paradni konj. Ker je paradni konj, ne. Torej, enka je eterično olje, pijemo 3x3 kapljice, pred jedjo 10, pijemo 3x1 kapljico in 3x1 žličko, lahko tudi več, predvsem tisti, ki imajo velike težave, že po nekaj dneh se želodec umiri in nimamo več težav. Prv nas zaključimo, ne jemljajo 20 let, 10 let, 5 let, 1 leto, ker kaj bi si mislili ljudje, da jim jaz rečem, čuj, ti boš pa mogel do smrti jemati to, bi se obrnil že na vratih. Ne? To se pravi, jaz pa se ne bi pomogla kaj preveč pohvaliti, da kaj znam, ne? Če bi ljudje imeli tako velike ničle od rezultatov. Verjamem, da sedaj, ko nas gledalci spremljajo in zelo budno sledijo, kajti želodec je en organ, ki nam včasih, če se lahko tako izrazim, res prevečkrat napove vojno, da je morda kdo pomislil tudi na vprašanje, ali težave z želodcem izvirajo bolj iz duševnih težav ali so to bolj fizični vzroki, hrana, pijača, cigareti. Kaj kažejo vaše izkušnje? Poglejte, jaz vam bom povedala tako. Vedno je pogojena hrana. Telo je fizično in najprej reagira fizično. Mi glavo, ko smo se rodili, s čim jo bomo segreli? S hrano. Ko smo otroci, danes imajo ogromno otrok težave z želodcem. Kdo jim da hrano? Oni nimajo psihičnih težav še. Pa imajo težave z želodcem, z jetri, z tankim črevesom, s Crohnovo boleznijo. Ampak zmeraj zaradi hrane, ker če bi bil bolan, bi bil ob rojstvu bolan, ampak je bolana tudi mama. In ta otrok ima slabo popotnico, vse pa zavisi od hrane. Jaz, če se spomnim, ko sem bila majhna, kaj smo jedli? Samo mleko. Koliko kisline je mogel narediti naš želodec? Vsi smo bili hiperaktivni. V 1., 2. razredu osnovne šole so nas vse v Piran peljali in so nam vse mandle pobrali ven. Noben se ni vprašal nič, celi razredi so šli za vseh počitnicah. Kdo se je vprašal, kdo ima pravico nam vzeti preventivno en organ ven iz telesa? To so delali, to je de facto res. In torej, danes nobeden ne razmišlja, kako to popraviti. In če smo jedli belo kavo, mlečni zdrob, polento in mleko, krompir in mleko, palačinke, to je bilo dnevno. Moja generacija ima vsa težave z želodcem. Kaj pa moramo jesti? Kaj se priporoča? Ne moramo toliko, ne da ne bi smeli. Mleko odsvetujemo vsakemu, ker če imam jaz vnetje želodca in jem beljakovinsko hrano, mora želodec proizvesti toliko kisline. Kislina na želodec ne mora biti pozitivno vplivati in imamo še večje težave. Torej, za določen čas treba prenehati,
Potem, ko pa začneš nazaj jesti, pa vidiš, če ti škodi, nisi tako butas, da boš jedel to naprej in si delal težave. To se pravi, ljudi je treba ozavestiti. Zato imamo mi toliko oddaj, zato mi poskušamo ljudem povedati, da obstoja način, za naraven način popravljanja funkcij našega telesa, kar preprečuje bolezni. Če mi popravimo telo, ne bomo zboleli. No in mi bomo sedaj za nekaj trenutkov si vzeli zopet malce odmora, da popravimo, kar je potrebno popraviti, ali drugače povedano, da vidimo, s čim bomo zaključili v zadnjih 15 minutah oddaje. Prehranska, funkcionalna hrana bo tisto, s čimer nadaljujeva čez nekaj trenutkov. Planet zdravja, ni nam vseeno za vaše zdravje. Svetovalni center 080 88 10. Planet zdravja. Kot obljubljeno, hitro smo nazaj, spremljate oddajo Potovanje in izobraževanje, učenje na planetu zdravja. Z nami pa še vedno naša cenjena gostja, profesorica Irma Ogorevc, in danes se pogovarjava o težavah z želodcem in bova kar nadaljevala, tako kot sem napovedal pred slabo minuto, funkcionalna prehrana. Nakazali ste, kaj ni v redu, pri katerih stvarih je treba biti pozoren, ampak nam lahko še malce bolj obrazložite funkcionalna hrana. Konkretno, ljudje verjetno zdaj, veste, funkcionalna hrana, za nekoga je funkcionalna hrana morda, kot ste rekla, palačinke, za drugega jogurt, za tretjega pa kakšni oreščki. No, poglejte, oreščke so se ljudje navadili. Da je to dobro, pa da ti da moč, pa ne vem vse. Pa energijo. Pa energijo. Zdaj moramo vedno pogledati situacijo. Zato, če ne pregledamo telesa in rečemo tako, v takem stanju, niti pozneje ga ne moremo kontrolirati. To pa vi počnete v planetu zdravja. In to počnemo v planetu zdravja, zato vabimo vse naše centre, vsem, ki vam je mar zase, ki imate dolgotrajne težave, otečene noge, bolečine v trebuhu, v hrbtu. To se vse da popraviti in jamčim, na licu mesta vam je bolje. Ne, da boste čakali, da vam dam za domov eno vrečko, pa še eno boste jutri kupili in poli bo čez 5 let dobro. Ne bo dobro, če ni takoj. Telo fizično deluje tukaj in takoj. Tako kot tableta, ki je droga, jo poješ in čez toliko minut te ne boli več. Je tako? Ampak je anorganska, mi uporabljamo vse take stvari, ki nimajo stranskih učinkov. Mi imamo tudi olje proti bolečinam, katerega je znanstveno raziskavo delal japonski zdravnik in to je novica že po celem svetu. Se vsi sprašujejo zdravniki, kako je to res. Ampak je res, da daš eno kapljico v popek, eno kapljico na bolano mesto, tam, kjer te boli in te neha boleti. To je olje 54 ekstra. Da imamo olje za imunski sistem, ko si namažeš ušesa, ker uhlji, koža pripada imunskemu sistemu. Tu se hladi imunski sistem, zato včasih nas tako pečejo uha, ali pa imamo ledena kot zajec. Vse to govori o funkciji tistega organa, kateremu ta del kože, če znaš. Če si se kje učil, če si poskusil in če si se naučil, ne samo učil, ne? Torej, če znaš in si se naučil, si znaš tudi pomagati. Zato vabim vse, ki me gledajo danes, da se oglasijo, če imajo težave v naših centrih, opravijo pregled, posvet in potem se bodo odločili, bilo kaj bodo se odločili, ali naša olja, ali imajo svojega terapeuta, ali imajo bilo kaj, ampak vedeli bodo, kaj je z njimi narobe, kar je bistveno. Ne tako, da bo prišel, ko je prišel en gospod, je rekel, veste, meni so pa delali z enim aparatom v pljuča, starejši možakar, ne vem, kaj je, jim je prinesel pismo. Noter je pisala diagnoza in vse, ampak njemu nihče ni povedal, kaj njemu je. Dali so mu radikalno terapijo
In on se je želel z mano pogovarjati, kaj jaz mislim o tebi, vedel pa ni. In jaz sem ga poslala nazaj zdravniku, k tistemu zdravniku, ki mu je vse to predpisal, ker je to stvar, do takih stvari ne sme prideti. Torej, vsak mora biti za to odgovoren in človek mora biti spoštovan, bolnik je svetišče. In če nekomu svetujemo in karkoli naredimo, moramo imeti njegovo dovoljenje, se moramo z njim pogovoriti in moramo biti za svoje delo odgovorni. Kad zdravstvo bo dobro, ko bo tudi odgovorno. Odgovoren pa mora biti tudi vsak prvo do sebe, potem pa tudi do vas, do vaših nasvetov, do vaših svetovalcev, konec koncev tudi do vaših produktov, ker tudi vaši cenjeni vrhunski produkti nič ne pomagajo, če človek ne upošteva vaših navodil. Glejte, s hrano lahko zrušimo vse. Če jaz zdaj pijem olje, ki blokira kislino, potem pa čez 10 minut se najem hrano polno beljakovin in ustvarim spet kislino, je metanje denarja in izguba časa. Torej, prvo treba spoštovati pravila, tako kot mu naročimo. Drugo, moramo jesti, pravilno skrbeti ne samo za hrano, ampak da počivamo, da negujemo naše telo, da mu damo vse možnosti, da se pozdravi. Ne obstoja niti v farmaciji, niti pri nas čarobna palčka, niti tako olje, niti tabletka, ki bo v eni minuti vam popravila vse napake 50 let ali pa še več. Torej, tudi ne smemo jesti prežgane maščobe, ne smemo cvrt, ne smemo pohati, ker to stimulira še bolj produkcijo žolča, vseh encimov, slinovke in potem kar naenkrat slinovka ne zmore več. In se čudimo od česa. Torej, mi s hrano napačno izčrpujemo lahko naše telo in ko potrebuje moč, da bi se odzvalo, nekaj naredilo, nima več moči in takrat se pojavijo tudi bolezni. Torej, v vseh boleznih mora obstojati tudi funkcionalna hrana in to bo vodilo zdaj v tradicionalni medicini. Profesor dr. Stanišić bo v naslednji oddaji verjetno z mano tukaj in bomo o tem tudi govorili. Zato in bo možnost, dr. Stanišić deluje tudi v Sloveniji in bomo imeli možnost se z njim srečati tudi na predavanjih, katere zdaj planira Planet zdravja opraviti po celi Sloveniji, da bi ozavestili čim več vas ljudi, da bi znali skrbeti zase. Torej, na predavanjih me boste lahko vprašali, sledite internetno stran Planeta zdravja, drugače se pa obrnite, pokličite 080 88 10, kjer boste dobili vsa navodila, kje bodo predavanja, v naslednjem tednu bo že razporeditev, tako da se bomo lahko osebno srečali, boste lahko v vašem kraju ali vam najbližjem prišli na predavanje, me direktno vprašali in boste dobili tudi direkten odgovor, ki ga zdaj ljudje ne morejo dobiti, ker eni poslušajo, drugi se ne upajo vprašati. Zato pa bi rada še ponovila to, če je želodec bolan, prej slej zboli slinovka, tanko črevo, debelo črevo, jetra, zbolijo ledvice, otekajo noge, zmanjša se funkcija, ker če toliko gonimo naše telo preko vseh mer in ne skrbimo pravčasno zanj, se pojavljajo tudi hipofunkcije, kar pomeni odpovedi funkcij določenih organov. In s tem se ukvarjajo zdravniki in potem kompenzirajo na 101 način, ampak naše telo peša, ker ga nobeden še se ni spomnil, da bi ga popravil. To pa je glavna stvar, ker lahko povem, Planet zdravja to zna. Mi smo veseli, da smo to dokazali širši javnosti in predvsem stroki, ki je to sprejela, tudi če ne v Sloveniji. Hvala vsem zdravnikom, ki ste me pljuvali, še bolj ste me stimulirali, da sem še prej uspela in še, če me boste, bo še boljše. Torej, ne moreš uničiti nekaj, kar je dobrega in nekaj, kar je resnica. Da pa resnica boli, pa verjamem. No, to so zelo spodbudne informacije, navezujem se na to, da bo cenjeni strokovnjak dr. Stanišić znova v Sloveniji in da pripravlja Planet zdravja tudi strokovna predavanja po vsej Sloveniji. Konec koncev na nek način vsak mesec tudi vzgajamo in informiramo in učimo ljudi
tudi na tak način, kot danes in iz meseca v mesec. Še nekaj minut imate časa, da se nam lahko pridružite na sklicem v studio, seveda pa tudi po oddaji v Svetovalci planeta zdravja na njihovi številki 080 88 10 pričakujejo in vam bodo seveda odgovorili na vaše vprašanje. Ko sem vas, Irma, zdaj poslušal, se mi je porodilo vprašanje, koliko obrokov na dan priporočate? Glejte, debeli ljudje čim manj, ne? Razumete? Ker tudi psu, oprostite, da uporabim to primerjavo, damo jesti samo enkrat na dan in če mu zreduciramo tudi tisti obrok, tako tudi mi. To se pravi, vsi, ki smo nagnjeni k preobilni teži, preveliki teži, moramo zelo paziti. Tudi če jemo 3-krat na dan, jemo majhne obroke. Predvsem dekleta mojih let, ne, vse, ki me poslušajo zdaj, rabimo zelo, zelo malo hrane, če se malo gibamo. Zato priporočamo ljudem, da se čim več hodijo, čim več delajo, da se gibajo, ne da sedijo samo doma. Ne moremo imeti dobre cirkulacije, če se ne migamo, če nismo aktivni. Ne moremo imeti dobre prebave, ne moremo se dobro počutiti, ne moremo biti vitki, ker če dosti pojemo in smo suhi, je hudo narobe. Tudi tisto je hudo narobe. V našem telesu to pomeni, da telo ne prebavi. Ker kako bi vam to ponazorila? Če damo v peč en naročaj drv in če ona izgorijo, dajo toliko toplote. To se pravi, če ni toplote, niso zgorela. Zelo enostavno in jih imamo v peči. Mi pa gremo na blato, izločimo. Zato, če jemo primerno, moramo imeti tudi primerno težo temu. Če jemo preveč ali pa nepravilno, imamo preveliko težo. Če jemo premalo, imamo lahko tudi premalo, zato je tako zelo važno, da znamo popraviti funkcijo prebavnih organov. Ne trpati vanj, samo kar se kdorkoli reče, ampak moramo vedeti tudi, biti seznanjeni, kaj naše telo zmore. Še posebno takrat, ko vemo, da ne deluje prav. Kadar ne delajo prav noge, je narobe črevesje in vse otekline so povezane s črevesjem in z ledvico in vse bolezni z napačno cirkulacijo, tako krvi in limfe. To se pravi, koliko tega treba vedeti in se pogovoriti in reči, jaz poskušam pri vsakemu svojemu pregledu, ki ga opravim, dati vse od sebe, čim več povedati ljudem, jih naučiti, kako se ohladimo, kako se segremo, kako si pomagamo pri bolečinah, kaj popijemo, če nas boli želodec. Morate imeti 10, kaj je za vse, ki imajo težave, dober dan. In enka, ravno tako, to so stvari, ki jih imamo doma, če nas kaj boli, če se nam nekaj zgodi. Vsekakor pa vsi, ki imate težave, dobrodošli na našem telefonu 080 88 10, kjer boste od vseh naših terapevtov dobili prve napotke, če ste v stiski, če imate težave, bolečine, slabo prebavo, boleča ramena in tudi ramena, ne? To je zelo zanimivo, da povem še spotoma, kadar je v trebuhu narobe, bolijo ramena. Popravimo trebuh, nehajo boleti ramena. To v trenutku. To so take... Zanimiva kombinacija. Zato, ker energija iz trebuha gre med to potjo reaktivne energije. Torej, želodec je organ, ki ustvari toliko energije, da deluje celo telo. Če želodec ne dela prav, če naredi premalo energije, vidimo slabe funkcije določenih organov. Jaz poznam energijsko pot in mi je tako jasno. Ne rabi mi povedati niti človek, ampak obstoja to znanje, ki je preverjeno na tisoče in tisoče ljudeh in to, če znamo popraviti, je takoj konec bolečin. Ampak če ne znamo popraviti, lahko dajemo tabletke in bo bolelo gor in dan bolj, drugi dan manj in bo otekalo in bomo imeli 101 drugo motnjo, da ne govorimo še psihično, se bo padla psiha, bomo rekli, se bomo slabo počutili in na koncu bomo zvedli še zaradi slabega delovanja in odpovedi telesa še za kakšno kruto diagnozo. Zato še enkrat polagam vsakemu na srce, preventiva je boljša kot kurativa, torej bolje je preprečiti kot zdraviti. Zato pa je Planet zdravja, kjer vam lahko veliko, veliko pomaga v tistih težavah, ko se da še tako popraviti telo, da izginejo vsi simptomi bolezni.
No in midva sva prišla počasi do konca in za zaključek vas bom pa vprašal takole. Čez minuto ali dve bo ura 21. Si boste sedaj na poti domov privoščili eno konkretno močno večerjo ali po 21. uri Irma v Gorevc ne je? Po 18. uri Irma v Gorevc ne je. Mislim, jaz sem pojedla danes zadnji obrok ob 4:30 in mislim, da je za tako punco s toliki kilogrami to čisto zadosti. In jem enkrat na dan že dolgo let. Pozno zvečer jesti ni priporočeno. Se zgodi včasih, da gremo na kakšno poslovno večerjo, ne spiš, se znojiš, ti je toplo, hodiš lulat po noči, drugi dan si v crkvi. To so davki poznih večer in gurmanstva. In če to delaš vsak dan, telo prej ali slej klone. Zato ne počnimo neumnosti, kot rada reče profesorica Irma v Gorevc. Hvala lepa za obisk, za to zanimivo debato o želodcu in funkcionalni hrani. Znova sem se naučil nekaj zanimivih stvari. Zdaj pa je verjetno na meni in na vseh, ki so naj ogledali, da predvsem upoštevamo to, kar ste povedali, ne? Jaz bom zelo vesela vsakega obiska, bom zelo vesela, da če bomo naredili še en korak naprej v Sloveniji, da bomo lahko še ljudi ozavestili in naučili, da bodo znali veliko sami narediti zase. Moram pa povedati, da se bo metoda učila tudi na fakultetah v Sloveniji 2 in da bo možno vseh opraviti tečaj termoregulacije na eni od dveh fakultet, ki si jih bo sam izbral. Zato pričakujem tudi, da bo marsikoga zanimalo, kje in kako. Na našem telefonu bodo naši terapevti in vsi bodo znali to vam tudi povedati, kje bo, kdaj bo. In mislim, da se bomo srečali. Odziv je že velik. Jaz imam ogromno ljudi, ki že čakajo. Tudi par let, ko sem želela, da pridem do tega, da bodo sodelovali zdravniki, doktori medicinskih znanosti in sami profesori medicinskih fakultet. Jaz sem dosegla svoj cilj, ki ga se ne more veliko ljudi v Sloveniji pohvaliti s takim uspehom in upam, da bo v zavesti ljudi, da bodo znali to uporabiti v prid svojega zdravja. In s to mislijo tudi zaključujeva. Planet zdravja gre naprej, naš program tudi. Irma v Gorevc, hvala lepa še enkrat za obisk in čez en mesec znova z neko aktualno temo in učenje in potovanje po planetu zdravja. Hvala lepa. Tudi vam. Vam, cenjeni in cenjene, pa bodite zdravi in srečno ter lahko noč.